Pozdravljeni! Iz ljubljanskega studia 142 takle imamo. Objavljeni so rezultati svetovne ankete, ki meri odnos državljanov do izraelsko-palestinskega konflikta. Večina ljudi podpira stališče, da bi morale njihove države biti do problema nepristranske. Le v 3 državah menijo, da bi morala biti oblast bolj naklonjena Palestincem. Te so Turčija, Iran in Egipt. Indici so razdeljeni. V nobeni državi ne podpirajo večje naklonjenosti do Izraela, celo v ZDA ne, kjer zagovarja nepristranost skoraj 3/4 ljudi. Ocenjevali so tudi vlogo obeh strani v konfliktu, vlogo ZDA in kvarteta v njem. Nihče izmed vpletenih ni bil ocenjen pozitivno, celo več, ljudje so delovanje lastnih držav ocenili negativno. Vsi podpirajo bistveno močnejšo vlogo Združenih narodov, večina je naklonjena varnostnim garancijam tako za Izrael kot za sosednje arabske države. Saudova Arabija ponuja Rusiji nakup vojaške opreme v vrednosti skoraj $2,5 milijard, če ta v zameno prekine podporo Iranu. Od Rusov bi kupili oklepnike, tanke in helikopterje. Poleg nakupa vojaške opreme je princ Bandar ponudil Vladimirju Putinu še možnost dolgoročnejšega sodelovanja ruskih podjetij pri dobičkonosnih poslih v tej državi. Britansko notranje ministrstvo namerava uvesti sveženj 16 zakonov, ki bi državi omogočal registriranje vseh telefonskih klicev, vse elektronske pošte, SMS-ov, rezultatov iskanj v internetnih iskalnikih in spletnih nakupov. Vse to bi počeli, da bi se lahko uspešno borili proti terorizmu in organiziranemu kriminalu. Pooblaščenec za nadzor informacij javnega značaja je ogorčen, saj bi takšni ukrepi pomenili popolno ukinitev zasebnosti. Država je v škandalih minulih let dokazala, da tovrstnih podatkovnih baz sama ne zna varovati. Zaradi pritiska ameriških obveščevalnih služb pa je smiselno pričakovati, da podatki ne bodo uporabljeni le v interne britanske namene. V Veliki Britaniji je na dan poslanih okoli 3 milijarde e-mailov in 160 milijonov SMS-ov. Britanski laburisti so v času svoje vladavine sprejeli skoraj polovico zakonov, ki močno posegajo v pravico do zasebnosti. Državni organi so dobili pooblastila, ki inšpektorjem dovoljujejo vstop zaradi pregleda domačih okrasnih rastlin, merjenja višine živih mej, pregled in zaplembo hladilnikov, ki niso dovolj varčni, in pregled spalnic zaradi morebitnega skrivanja iskalcev azila. Še bolj zanimiv je zakon o ločevanju odpadkov, ki inšpektorjem dovoljuje vstop v stanovanje in fotografiranje dokazov o morebitnem zločinskem početju. Kdor tega ne dovoli, je lahko kaznovan s kaznijo do 5.000 funtov. Ameriška pomoč afriškim državam postaja vse bolj vojaška. Z vzpostavitvijo Afrikoma, ameriškega vojaškega poveljstva za Afriko, se kontrola nad deleži pomoči povečuje v prid Pentagona. Pred desetletjem je ta obvladoval le 3% pomoči, danes kar 22%. Razvojna pomoč se je v tem obdobju zmanjšala iz 65 na 40%. Trenutno je Afrikom stacioniran v Nemčiji in zaposluje 1300 ljudi. Nobena afriška država pa Američanom še ni ponudila gostoljubja. Sklepno poročilo konference Združenih narodov o trgovini in razvoju pravi, da rekordna gospodarska rast v državah v razvoju ni prispevala nič k zmanjšanju revščine. Revnih je celo več, še posebej v času rekordne rasti cen hrane. Kar 3/4 prebivalstva nerazvitih držav živi z manj kot $2 na dan, kar pomeni, da sebi in družini niso zmožni zagotoviti osnovnih človeških potreb po hrani, vodi, bivališču, zdravstveni oskrbi in izobrazbi. Gospodarska rast je sicer prispevala k zmanjšanju dela prebivalstva, ki živi z manj kot $1 na dan, vendar sta dvig cen hrane in nizka vrednost dolarja povsem izničila učinke rasti. Pred nekaj meseci so prišle na dan davčne utaje najbogatejših Nemcev in Italijanov. Za vse je zaslužen bančni uradnik iz Lichtensteina, ki je pred 5 leti prodal CD s podatki o bančnih transakcijah 12 državam, katerih državljani so se izogibali plačilom domačih davkov. Ta je zaradi dejanja v domovini razglašen za izdajalca in lopova. Po kesanju nemških superbogatašev in javni objavi vseh italijanskih utajevalcev so na vrsti tudi ameriški, ki se sedaj samo uvajajo IRS-u, torej davčni upravi. Senatna komisija raziskuje tudi vlogo švicarske banke UBS, ki je aktivno sodelovala pri transferih sredstev v davčne oaze. Na pričanje namerava povabiti številne ugledne državljane, ki pa se bodo očitno sklicevali na pravico do molka zaradi možnosti samoinkriminacije.
Testiranje 33 šmink priznanih proizvajalcev je pokazalo, da jih kar 60% vsebuje svinec. Ena tretjina ga vsebuje več, kot dovoljuje FDA. Diorjev proizvod ga vsebuje 2-krat več od dovoljene ravni. Svinec lahko povzroči duševno zaostalost, vedenjske motnje, sterilnost in splav. Po ocenah naj bi povprečna ženska v času življenja zaužila kar 4,5 kg šminke za ustnice. Iz ljubljanskega studia 142, nasvidenje.